V soboto 21. maja je v dopoldanskem času v Domu kulture v Slovenskih Konjicah potekala svečana akademija ob 10. obletnici delovanja Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. V mali avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah so bila od 21. do 27. maja na ogled razstavljena ročna in slikarska dela članov in članic društva. S to razstavo so želeli pokazati javnosti ustvarjalnost in kreativnost članov kljub pokvarjenemu sluhu in težavam pri komuniciranju z javnostjo. Ob tej priliki je društvo ob pomoči zunanjih sodelavcev izdalo bilten oziroma kroniko 10-letnega delovanja, ki jo je dobil vsak obiskovalec slavnostne prireditve. Na prireditvi so se najprej predstavile tečajnice slovenskega znakovnega jezika, ki so slišeči javnosti, gluhim in naglušnim obiskovalcem akademije prikazale besedilo znane pesmi Konjiški valček v kretnjah slovenskega znakovnega jezika. Tej točki je sledila kratka igra članov Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče z naslovom Pekarna, in sicer sta se predstavila Branko Brumec in Gregor Anderlič. Smo se danes znašli, ko se zapirajo marsikatera vrata podjetij, sem tudi jaz ostal brez službe. Naprej. Ne slišim? Naprej. No, zdaj bi pa že lahko nekdo prišel tudi vrata. No, pa še nekaj tako. Ne. Želite? Pozdravljeni, dobro dan, oprostite, sem gluh. Gluh ste? A res? Moji starši so tudi gluhi, tako da znam klikati. O, super. Super, moči starši so gluhi. O, tako nam lažje stekla komunikacija. Super. Rad bi se zaposlil v vašem podjetju, vidite, kot vidite, sem pek. Kar izvolite. Sidite se. Veste, zelo rad bi delal v vašem podjetju. Upam, da imate prostore, kjer bi lahko delal. Imam družino in ostal sem brez službe in imam s temu primerne težave. A iščete službo? Da. A znate, kaj znam? Koliko otrok pa imate? Imam 2 otroka. 2. Če bi me vzeli v službo, če imate delovno mesto prosto zame, bi bil zelo vesel. Bi se našlo mogoče kakšno delovno mesto? Jutri lahko začnete ob 6. Res? Lahko začnem? Zelo sem vesel, zelo sem vam hvaležen. Hvala vam za to, da ste mi dali priložnost. Jutri pridem in se srečala ponovno. In jutri boste videli, da vam ne bo žal, da ste se odločili zame. Hvala lepa. Srečno. Tretjo točko je uprizoril gluhoslepi Jože Tekavčič iz Kranja z naslovom Dan in noč. Jaz ne vidim lepot sonca
Sledila je gledališka skupina Tihe stopinje iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je predstavila igro Kretnje. Kot zadnji v kulturnem programu pa so se predstavili člani domačega društva in folklorna skupina Jurij Vodovnik s Komarje ter skupaj zaplesali splet štajerskih plesov. Plesni par sta sestavljala ena gluha in ena slišeča oseba. Slavnostni govorniki prireditve so bili Matevž Marinko, predsednik društva. Spoštovane gospe in spoštovani gospodje. Spoštovana gospa predsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, gospa Frida Planinc. Spoštovani župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek. Podžupan občine Zreče, gospod Drago Šešerkov. In podžupan občine Vitanje, gospod Milan Hrovat. Častna članica društva, gospa Katarina Marinko. Ter zbrani gostje. Lepo pozdravljeni na današnji svečanosti ob 10. obletnici medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Pravijo, da v življenju ni nič težko. Če si nekaj res močno želiš. In kadar si to tako močno prepričan in tako močno verjameš, ti enostavno mora uspeti. 25. maja leta 2001 je uspelo tudi nam, gluhim, naglušnim in gluhoslepim Dravinjske doline. Saj smo se tega dne odločili in ustanovili svoje društvo. Začetki so bili težki, polni preizkušenj in dokazovanj, da nismo le eno izmed mnogih društev. Ampak društvo, ki ga v naših krajih resnično potrebujemo. Oblikovali smo prve socialne programe, ter jih kasneje skozi leta še dopolnjevali in jih bogatili. Vse skozi pa smo se trudili, da osebam z okvaro sluha in nudimo možnost za polno vključitev v socialno in delovno okolje, informacije ter združenje na športnem ter kulturnem področju. V letih smo se mnogim našim članom pomagali do zaposlitve, do stanovanja in pomagali pri popravili slušnih aparatov in drugih tehničnih pripomočkov, svetovali pri uveljavljanju različnih pravic, organizirali številna predavanja, delavnice, izlete in športna tekmovanja. Veliko je bilo uspehov in dogodkov, ki bi jih veljalo ob tej priložnosti še posebej omeniti. Vendar je časa premalo. Vabim pa vas, da si o njih preberete v zborniku društva, ki smo ga ob tej priložnosti izdali. 10 let morda ni dolga doba. Prepričan sem,
da nam ne bi uspelo, če ne bi imeli ob sebi vseh vas, ljudi velikega in odprtega srca, ki ste nam na različne načine pomagali in se trudili, da je društvo zaživelo. Iskreno se vam zahvaljujemo za vse podarjene trenutke, finančne prispevke ter prijazne in spodbudne besede, ob katerih smo čutili, da delamo prav in dobro. Zelo smo veseli in hvaležni za podporo, ki nam jo nudijo občine. Trudijo se, da bi se tudi mi, invalidi sluha, lahko čim lažje vključevali v širše družbeno dogajanje. Vedno poskrbijo, da so občinske prireditve tolmačene v slovenski znakovni jezik. Prav tako pa sta večnamenska dvorana v Zrečah in kulturni dom, v katerem poteka današnja slovesnost, opremljeni z indukcijsko zanko. Občina Slovenske Konjice in občina Zreče sta prejemnici listine Občina po meri invalidov, na kar smo še posebej ponosni. Saj v Sloveniji ni veliko občin, ki bi se lahko pohvalilo s tem nazivom. Veliko je še spominov, ki bi jih radi obudil, dogodkov, ki bi jih želel deliti z vami. A naj bo to dovolj. Naj dodam le še to, kljub naši invalidnosti nam v življenju ni nič podarjeno. Tudi gluhi, naglušni in gluhoslepi se z lastnim delom služimo vsakdanji kruh in ne želimo biti v breme nikogar. Potrebujemo pa svoje društvo. Brez njega si življenja ne moremo predstavljati in zares drži trditev, da se v njem počutimo kot doma. Frida Planinc, predsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, Milan Hrovat, podžupan občine Vitanje, Drago Šešerko, podžupan občine Zreče. Na prireditvi so podelili priznanja in zahvale zaslužnim članom in članicam in vsem tistim, ki so na kakršenkoli način pomagali pri celotni organizaciji te zahtevne in svečane prireditve. Želje vseh članov in članic društva za prihodnje dni se najprej dotikajo večjih društvenih prostorov za delovanje in priprave na projekte in razna športna tekmovanja, ki jih izvajajo in se jih udeležujejo čez celo leto. Naslednja želja je še naprej ohraniti in negovati složnost, zaupanje in prijateljstvo med vsemi člani in članicami. Socialne programe, ki so v pomoč pri življenju in delu članov, želijo ohraniti na tem nivoju in glede na vse zmožnosti in sposobnosti tudi dvigniti na višji nivo glede količine in seveda vedno tudi kvalitete. Največja in vsekakor ne edina želja pa je dobiti svojega tolmača ali tolmačico, ki bi pri vsakdanjem sporazumevanju med slišečimi in gluhimi premostil ovire s pomočjo znakovnih kreten in slišane besede.